preiskovalna komisija se je danes sestala na 4. seji. Dobili in po razpisu imela 2 točke dnevnega reda, vendar je še v zakonskem roku sta bila podana 2 predloga za širitev dnevnega reda. In sicer en predlog sem podal sam, en predlog pa je pripravila gospa Cveta Zalokar Oražem. Šlo je pa za isto temo, dodatna gradiva, ki bi komisija naj pridobila. Na seji je bil seveda sprejet dnevni red za širitvijo in oba predloga za širitev z vsemi gradivi, ki so bili omenjeni, je bilo sprejeto, tako da nekih razhajanj ni bilo. Edino pri predlogu gospe Cvete Zalokar Oražem sem ji samo podal zapažanje, da glede na zahtevo, da bi Nova Ljubljanska banka podala mnenje o težavah z eventualno likvidnostjo pri dodelitvi kredita Ultri, sem jo opozoril, da sicer gre zahtevo nekoliko čez okvir naše preiskovalne komisije, kajti to si lahko tolmačimo tudi tako, kot da bi preiskovali Novo Ljubljansko banko, kar pa seveda ni res. Nova Ljubljanska banka je samo eden od subjektov, od katerih želimo pridobiti gradivo, vendar nihče ni nasprotoval temu, da pridobimo tudi takšno mnenje, kajti od subjektov pridobivamo gradivo, ne pa toliko mnenja, še posebej ne od Ljubljanske banke, ampak to je bilo vse potrjeno. Osrednja točka je vsekakor bila dokazni sklep. Dokazni sklep vsi poznate, da gre najprej za pravno opredelitev, v katerem dela preiskovalna komisija, nato pa se opredelijo priče in pa če je tudi preiskovanec. V našem primeru imamo seveda preiskovanca in gospod Gregor Golobič je dobil ta status, bilo je soglasno sprejeto. Sprejeti pa so bili tudi predlogi za priče, s tem, da je gospa Zalokarjeva dodala še svoje predloge po polurni pauzi, kar je čisto v skladu z delom preiskovalne komisije. Tako da smo dobili malo širši nabor prič v primeru naše preiskovalne komisije in katere bomo pač zaslišali ali pa v tem smislu, da nam podaje tudi svoje mnenja, glede na to, da so nekateri v nekaterih primerih podali svoja mnenja, pa ne glede na preiskovalno komisijo. Recimo zanimiv tak primer je bil, ali je urbana zakonito sredstvo, glede na to, da se lahko plačuje samo za enim plačilnim sredstvom, pa samo na en način, ne pa za gotovino, in seveda želimo tudi takšno mnenje slišati na preiskovalni komisiji. No in za zaključek smo se tudi dogovorili o nadaljnem delu in pa ravnanju z gradivi, glede na to, da je precej gradiva nekje mimo komisije kroži in smo se dogovorili, kako bomo pa mi delali, da bi si tudi olajšali samo delo. Namreč sedaj je predvsem gradivo, ki je zaupne narave, je v glavni pisarni, kjer je pač po postopku možen ogled. Eno kopijo imam tudi sam v blagajni, kjer je seveda tudi po določenem postopku možen ogled. Sedaj smo se dogovorili, da bomo gradivo, da bodo imeli vsi člani komisije gradivo, ki pa bo v blagajnah, ki se daje zaklenjen z šifro, varovano in seveda vsak odgovarja za gradivo, da ga varuje v skladu z zakonodajo. Tako da ne bi bila komisija tista, od katera članov komisije, ko bi odhajala gradiva nepooblaščenim osebam. Naše naslednje srečanje, ki bo pa bolj delo narave v smislu, da se bomo dogovorili, kako bomo nadaljevali, glede na to, da vseh gradiv še nimamo, bo pa 2. februarja ob 8:30.
To bi bilo na hitro po današnji seji preiskovalne komisije v 4. seji.